Naša vrla policija je kar hitro odkrila, kdo je predsedniku vlade Janezu Janši in njegovi ženi Urški grozil, da bo v njuno hišo vrgel bombo. Izkazalo se je, da je sprva osumljeni možakar iz Slovenj Gradca nedolžen. Anonimno elektronsko grožnjo je v resnici poslal njegov sosed, s katerim sta v dolgoletnem sporu, in se mu je želel na ta način maščevati. Policija je maščevalnega soseda ovadila zaradi kraje sosedove identitete, ne pa tudi zaradi grožnje Janezu in Urški, saj ta menda ni bila mišljena resno. Neravno najboljši sosed je zgolj želel spraviti soseda v težave. Ti, kako pa policija ugotovi, kdaj so grožnje mišljene resno? Zelo enostavno. Počaka, da se uresničijo. Kakorkoli že, vsekakor se je izkazalo, da imata Janez Janša in njegova soproga izjemen smisel za humor. Brez vsakega dvoma. Če ga ne bi imela, bi se ob grožnjah z bombo in ubojem lahko še prestrašila. Danes, ko živimo v demokraciji, se seveda lahko sproščeno zabavamo ob dobrososedskih domislicah. Zmeraj pa ni bilo tako. Evropski parlament je pred 3 leti, 23. avgust, to je dan, ko je bil podpisan sporazum Molotov-Ribbentrop, razglasil za dan spomina na žrtve vseh totalitarizmov. Čeprav so resolucijo v Evropskem parlamentu podprli vsi evropski poslanci iz Slovenije, se je slovenska oblast sprva še malo sprenevedala. Trojčku KGB in njegovim botrom ni šlo v račun, da evropska resolucija govori o vseh totalitarizmih, torej tudi o komunizmu, ne le o fašizmu in nacizmu. To pravzaprav ni nič čudnega. Navsezadnje so imeli podobne težave tudi Nemci in Italijani. Tako kot naši varuhi revolucionarnih tradicij niso hoteli nič slišati o zločinskem obrazu komunizma, tudi Nemci in Italijani pač niso takoj dojeli zločinskosti nacizma in fašizma. No, drobna razlika vendarle obstaja. Medtem ko so imeli Nemci težave z zgodovinskim spominom le v prvih letih po drugi svetovni vojni, so naši tavali v megli še predlani in celo še lani. Manj kot vem, bolj živim, ker hodam spet kot pingvin. Sti eden za drugim vrsti. No, zdaj pa je slovenska vlada sklenila, da bo letos drugače. Žrtev vseh totalitarizmov se bomo spomnili tudi Slovenci. Seveda ne vsi. Prvi varuh revolucionarnih izročil NOB, Janez Stanovnik, svojim borcem ne bo dovolil udeležbe. Prepričan je namreč, da spada sklep o razglasitvi spominskega dne v cvetobir sedanje desničarske ideološke ofenzive. Po njegovem lahko o komunističnem totalitarizmu govorimo le v prvem desetletju po drugi svetovni vojni. Pozneje pa se je Janezu Stanovniku poslabšal vid in česa podobnega pri nas ni več opazil. Manj kot vem, bolj živim, ker hodam spet kot pingvin. Sti eden za drugim vrsti. Med evropskimi poslanci, ki so pred 3 leti glasovali za omenjeno resolucijo, je bila tudi 7 slovenskih. Torej vsi, tako desni kot levi. A nekateri med njimi so to najbrž storili s figo v žepu. Evroposlanka Tanja Fajon, ki je na evropski ravni resolucijo podprla, zdaj na domačem terenu vladi očita, da ji gre zgolj za obsodbo komunističnega režima. Zgolj za obsodbo komunističnega režima je mar Tanja sedela na ušesih, ko smo 50 let poslušali zgolj obsodbe nacizma in fašizma. Manj kot vem, bolj živim, ker hodam spet kot pingvin. Sti eden za drugim vrsti. Ja, tako je s to stvarjo. Janez Stanovnik marsičesa ni videl. Tanja Fajon je marsikaj preslišala. Evroposlanec, ki je tudi glasoval za resolucijo, Jelko Kacin,
pa ni nič rekel. Mu tudi ni bilo treba. Na predvečer vseevropskega dneva spomina na žrtve vseh totalitarizmov je pohitel prispevati svoj podpis predsedniški kandidaturi Danila Türka. In to pove vse. I'm deaf, dumb and blind to what I'm doing. And you know that I'm yours at your command. I'm deaf, dumb and blind to all the dangers. And it takes a fool in love to understand.